Iz Evropske unije smo dobili na pomoč za tega pusta celo četo varnostnikov iz Evropske unije. Si lahko ti predstavljaš to? To je bil res velik, kako se že reče, projekt. Projekt? Ja. Pridobitev? Naloga, upravljena naloga. In imamo celo četo varnostnikov iz Evropske unije. Tako. Zdaj pa mavrična ribica v Morskem kraljestvu. Mavrična ribica, a to je ena? Ne, bomo rekli tako. Mavrične ribice v Morskem kraljestvu so letos vzele zares našo nalogo skupnega roditeljskega sestanka. Prijazno je biti prijazen in seveda so prijazno prijazne. Vabim k sebi mavrične ribice in Morsko kraljestvo. Vse majhne ribice, rakce, delfinčke, hobotnice, morske pse. To ne moš verjeti, kakšno Morsko kraljestvo imamo. Tole na Prevaljah imamo tako Morsko kraljestvo, da kar plavaš. In morje seveda, čudovito morje. Hvala, da ste mi narisali ruse danes. Marko! Pa za ukrepčilo, pa za vse, pa za dobro voljo, pa super maske. Jaz bi rekel, da so te maske izdelane izredno veliko ljubezni. Pa to je najbolj fajn, ko so ribice, pa še na suhem ribe, pa tak vesele, pa nobenih težav. Ne. Aha, veš, kaj rečem, mavrična ribica, ko vidi morskega psa? Upam, da nisi na dieti z omega-3. A jaz mislim, da morski pes ne reče nič zato, ko je pod vodo, pa ne more govoriti. Ker če bi morski pes govoril pod vodo, bi mu voda v ust ne stekla. Kaj pa pol? Imamo pa utopljenega morskega pasa. To pa ne rabimo, a ne? Pa imamo meduze, sem videl, pa vse sorte morske čarovnije, pa imamo še eno morsko žravnika. To je pa moja punca, veš, to je pa moja prijateljica Nika. Tvoja ljubica. Pa še ena. Pa hobotnica. Ja, kak pa lep. Tole Morsko kraljestvo si zasluži en velik aplauz. Dajmo Prevalje, dajmo malo zaploskati, roke, akcija. Dajte vsi malo migati, da ne sem jaz imel muskul fibra jutr. Zakaj pa nosiš špegle ti? Zakaj špegle gre? A zato, da vidiš boljš? Sem si mislil, ja. In že je na vrsti 5. razred notno črtovje prijateljice našega pihalnega orkestra. Tako je, notno črtovje 5. A, B razred. Zdaj pa da vidimo, kako muziko imate napisano gre na vašem notnem črtovju. V tem razredu se tudi zvonjenje prilagaja njihovemu ritmu. Ajde, da vidimo, aha, daj, cela pesmica. Vse imamo. Pa varnost imamo pa vse, a ne? Bravo. To je pa originalna vaša pesem, a ne? Kje pa je violinski ključ? To sem pa jaz. To je bil 5. A in B, notno črtovje. Zdaj imamo pa naprej. Najbolj slastne jajčke na oko. Edini razred, kjer se med poukom nikoli ne razbijejo živci, ampak samo jajca. Vabljeni na oder. Ja. 6. razred, jajce na oko. To je nekaj neverjetnega. Izvedel sem iz najbližjih virov, da so te jajce na oko v bistvu narejene zelo healthy, zelo zdravo. In so na grumpah. Na grumpah. Normalno. Na grumpah. Če niso jajce na grumpah, pozabi jajce. Potem pa ni nič čudnega, da so prejeli nagrado za ekomasko. Slastni domači piškoti in bomboni. Eni jajci še malo lušine gre ustavo.
Pozdravljeni, mi nismo navadne, ampak smo najbolj vesele in zadovoljne jajčke na oko. Zaupala vam bom recept, kako napraviti za zajtrk malico ali pa tudi kosilo taka jajčka. Na kuhalnik pristavite ponev, v kateri na srednji temperaturi namesto 2 žlic olja stopite 2 žlici vaše dobre volje. Ko je ta stopljena, v ponev previdno vbijte jajčka in jih na nizki temperaturi pecite približno na 4 minute. Ko se beljak dobro zapeče in na robovih rahlo porjavi, jajčka preložite na krožnik. Namesto soli dodajte ščepec vašega zadovoljstva, namesto popra pa dodajte veliko veselja. Postrezite skupaj z vašo prijaznostjo, tako nastanejo najbolj vesele in zadovoljne jajčke. Bravo! Hvala za ta recept. Jaz sem ga kar posnel na telefon. Za vsak slučaj, če bi do jutri pozabil. Ker takoj jutri za zajtrk bom ta recept jaz tudi uporabil. In bom Hvala, jajčke, lačni ne bomo. In bom naredil najbolj prijazen zajtrk z veliko veselja, dobre volje in zadovoljstva. Bravo. Teta je pa bolj domača, ali te je že bolj orančna. Je fajn domača fotra na kure, ja, to pa vidiš. Torej, kdorkoli želi, skupine ali posamezniki, imate možnost, da se poslikate tule pred transparentom Otroštva pustna maškarada 2025, kjer vas čaka profesionalni selfie man, se reče danes, ne? Ja, to je taka slika, brezplačni. ko se slikate, ampak na vsaki sliki je selfie man zraven. Itak, skoči. Ja. Torej, kdorkoli želi in dobite super sliko, ki jo lahko imate pol za svoj... Spomin. Ja. To spomin, ko telefon ga odpreš, pa se vidiš, a ne? A to je to. Ja. Tako da vabljeni v selfie kufer na slikanje. Selfie kufer, to je dobra fora, dobra fora. Sedaj pa 7. razred, A in B, prvošolčki. Prvošolčki v šoli najprej izgubijo strah, potem radirko, nato še copate, ampak nikoli energije. Tako, in dobre volje. 7. razred, prvošolčki. Zdaj ne bo pomote, 7. razred pride na oder, ki je danes prvošolčki. Tako, ker danes je tako. To pomeni, da si 7. razred pravzaprav sploh ne želi v 8. razred, zaradi tega, ker iz 8. razreda pride potem v 9. odkoder potem ni več v naši šoli. Torej, želijo si pa sedmošolci biti še v naši šoli vsaj 8 let, zato so zdaj prvošolci. Zdaj pa da vidimo, so pa res, A pa B. se vidi, da so kar še mali, a veš, ker se ne znajdejo. Se počasi prebijajo. Se počasi prebijajo, imajo kratke stopinje, kratke korake. No, kje je 7. razred? Pa ne samo to, tudi zamujajo v pouku, a veš. Niso še navajeni, da se šola, da se začne ob eni določeni uri. Ne poznajo na uro, veš. Sicer je tako, da zapusta je itak vse drugače. Itak piše tako počasi, da bi polž med tem že dokončal domačo nalogo. Ja, to je pa res. Ja, pišejo počasi zaradi tega, ker vejo, da tudi učiteljica ne bere hitro. In je brez veze, da pišeš hitro, veš. Ja. Aha, zdaj so pa že bolj... Ja, učiteljice so prišle, kaj pa otroci? Učiteljice, ki imate pa razrede... Turisti so se nam, ja. Turisti so prehiteli prvošolčke, tako je danes, ja. A imamo še kaj več turistov? Ne. Turizem je pa na pohodu. Nimajo zemljevida. Lej, to je pa lepo, kako so že takoj navajeni, da imajo te varnostne rutice, imajo čepice, šiltkape, da jih pustno sonce ne zmoči, ker za pustno sonce dežuje. Normalno sonce sije svetlo in... Ja, ne vejo, kaj želiš, vidiš, so še premajhni. Niso še navajeni dati petke. Se vidi, ko so prvošolčki. Aha, eni so že malo se bolj zbudili, so bolj športni, bolj fuzbalerji, pa košarkarji, pa to.
pa rokometaši, pa harmonkarji, pa basisti. So pa nekam veliki za svoje leta. So kar dolgi, ja. To izgleda od jajc na oko, Na sistemetskem pregledu jih bomo kar vrgli v 7. razred. Jih bomo vrgli nazaj v 7. razred. Dosti je. Sedaj pa res vabim še turiste. Kje ste turisti? 7. razred, 7. C razred. Aha, zdaj to bo pa zdaj Kitajska, Havaji. Ja, čisto ta pravi. New York, poglej. Filipini. Ja. Pa Mauritius. Turisti tega razreda imajo vedno samo zemljevidčole. Fotoaparate imajo, vsi zdrav, to je važno. Pa rišpetine, pa vse živo. A malce imate zdrav, ko greste na pot? Nimate malce zdrav. Redari, takoj pojte v trgovino, pa zrihtite za turiste sendviče, da ne bojo na poti lačni. En aplavz za turiste. 7. C. 8. razred, pa letos ni 8. razred, ampak Coca-Cola. Ja, končno, Coca-Cola. Zaprta ali odprta? Ja, si rekel prej, da je lahko zaprta. Je zapusta, itak vseeno, če je zaprta flaša, piješ normalno, odžejaš se pa nikoli. Torej, 8. razred je šel v te, bi rekel, tudi malo reklamne vode. Tako. Jaz mislim, da so sponzorirani. Letos je kar nekaj reklame. Ja, nekaj se dogaja. Tic-tac je bil prej, pa tam imamo balone, recimo cel velik šop balonov, vidiš. Te balone je bojda vse naročil župan, pustni župan, in jih deli v bistvu zastonj proti plačilu. Torej, Coca-Cola, 8. razred, najbolj mehučkast razred, kjer je nemogoče ostati brez energije. Visoka tabla, bravo varnost, Coca-Cola. Ja. Najprej Coca-Colu pretresamo, pole ofnemo. Pole učraufamo, pole pa beku trgamo štofl. Zato smo mi brez štoflov, zato ko je težko beku trgati. Bravo, Coca-Cole! En aplavz za naše pogumne Coca-Cole. Evo, še en recept smo dobili danes. Prej smo dobili recept za jajčka, zdaj smo dobili recept, kako pravzaprav se sploh lahko odžejaš s Coca-Colo. Prejmejo pa nagrado za najbolj odbito masko. In sicer prejmejo 4 litre pa polske Coca-Cole! Zero, brez sladkorja. Zero! Groza. To mora biti pa tudi. In na vrsti je že 9. razred, redarji, tisti, ki nam ves čas tako lepo pomagajo in skrbijo za red in nadzor. Tako, seveda. Zdaj pa vsi redarji za trenutek zapustite svoje varovane skupine oziroma tam, ko pazite, in da se še enkrat kot vaša skupna kot skupina pojavite čez oder. Dajmo vsi redarji, pa aplavz za redarje. Za trud in požrtvovalnost pa prejme najem dvorane v družbenem domu. To smo tudi mi zrihtali, spusta. Ker ko bo imeli 9. razred valeto, a ne? Imajo pa dvorano, a za zaključno prireditev. Za valeto? Ja, veš, kaj bomo naredili letos? Rekli bomo, da imajo vse v sklopu in bojo imeli valeto en dan zaključno prireditev, pa še trening za zaključno prireditev in to bo vse zastojn. Mislim, ne bo zastojn, pač pa brezplačno. Brezplačno za naše redarje. Redarji so dobili prvo porcijo krapov. Hvala redarke in redarji, super ste. Najboljšo nagrado na svetu ste dobili pa prav vi. Zaradi tega, ker ste ta boljši redarji in redarke. Cela prireditev poteka. Ja, to je pa. Ni čudno. Zdaj trenutno ne vtegnem, hvala. Ni čudno, da je tukaj red. To je pa še pol tisti glavni zadnji šefi redarji so pa čist zadnji. Glavna dva. To so pa šefi. Ja, se kar vidi, ko imajo tudi ta velike palce, pa marele, pa vse imajo. Bombe letijo. Hip, hip, na prijazni pendreke. To je za neporedne ljudi, a ne? Bravo, hvala lepa redarji, super ste. Ne pozabimo, da damo vsi na Prevaljah tudi velik aplavz za prostovoljno gasilsko društvo Prevalje, ki je skrbelo za nas, ko smo hodili po cesti, ko smo se zbirali. In to sicer zdaj ni ta skupina, ampak gasilci so povsod. Včasih jih vidimo, včasih ne. Boljši jih je, da jih manj vidimo,
Pa boljše je, da gremo k njim na obisk v gasilski dom, kjer imajo tudi prostor za druženje, tako imenovani sejno sobo. V sejni sobi se pa samo pogovarjajo, kaj bi še boljšega naredili. A ne? In smo Gasilci, že dalje. In nekje smo opazili Cudova črna in avtoravne vesele čebelarje. Ali veselega čebelarja, ne vem Veseli točno. čebelarji so Cudova, že na poti. že vidim, veseli Bravo. čebelarji. Bravo, en aplav za naše čebelarje. Temu se reče medeno, pazite stopnice, ker čebelarji težje vidijo, ko imajo maske, zato da jih Lepe čebele čebelice. ne napikajo, a ne? Bravo, čebelarji! Bravo, čebelar! In koliko jih je, krasno. Čebelarski pozdrav. Reče se pa tudi medeno. Medeno je čebelarski pozdrav. Pazi stopnica, počasi, ja, to vidiš. Super, kako se čebelarji pomagajo, ker smo prijatelji, a ne, med sabo. In je to ena sama prijaznost in super, ti pa poveš nagrado. Prejmejo nagrado za domiselno masko in za sodelovanje. In gremo že dalje. Individualne maske, manjše skupine in nekje smo opazili varuhe gozda, ki se nam naj pridružijo. Preval in najbolj domiselna pustna maska naj se zglasi tukaj. Prejme nagrado, vikend najem apartmaja na Kopah. Bravo, kakšna lepa nagrada. Ja, za spočita, ne? Se vsaj zluftal, viš, kakšen je bil. Jaz imam tole eno veliko škatlo pod pazduho, jaz vam povem, to je najmanj 40 kil lepa nagrada. To je prava težka nagrada, da ti rečem. Kje pa je ta maska? Varuhi gozda, evo jih, že prihajajo. Varuhi gozda, aha! Prijatelji gozda. Prijatelji. Ja. Prijatelji narave. Tam bo treba malo pomoči, na štinge. Bo gasilc pomagal zraven, da bo voziček fajn skočil po štingah. A se prijatelji gozda kar znajdejo. Zgleda, da so profesionalci v tem. Bomo nekomu predali nagrado. Bravo! Kdo bo prevzel nagrado? Bravo, varuhi gozda. A to je pa tako bolj... Aha, še ti je šele prijatelj gozda, še ti. Ja, kak? Ja, Najbolj svež prijatelj gozda, pravijo. Pa boj, da so še na poti prijatelji gozda. Tako, prijeli so prvo nagrado. Druga nagrada pa gre dalje za najbolj aktualno masko. Vsi bolni, kjer so vsi bolni. Medicinska sestra in 2 pacijenta, si moraš misliti. Medicinska sestra in 2 pacijenta, vsi ostali so pa že... Ja, ne vem. Še ena lepa, se pravi številka 2, kje je medicinska A že prihajajo, sestra že s prihajajo. pacienti? Prijeli pa so enkrat wellness za 2 osebi, bon za mesarja in narezek in tako dalje. To je že tretja vreda. Še ti pacient je pa kar nastrado. Joj, to je pa hudo. A si zelo Pošlo? interneto upadel? Ne. Avto ga je povozil. Ne ga lovi. A to je pa vitaminska bomba. Hvala lepa, Lespa, v zameno lepo nagrado za vas. Ti pa hitro ukrevaj, pa drugič malo bolj pazi na prehodu za pešce, ali? Pa previdno, po pameti. Bravo, Tako. lepe maske, to je neverjetno. Tretja nagrada za najbolj posebno masko, družina Mišk. Mišk. Ja, Miške. Miške sem pa danes že Miške? naprej lahko videl in me je bilo malo Pečene? strah, ker sem zadnji videl 2 mački. Zdaj pa upam, da so še to. Kje so miške? Miške? Aha, izmuznile so se mačkam. Že pridejo, to me pa že veseli. pridejo same Aha, miške. Evo, miške pridejo. Čudovite. Ampak viška, prej jih je bilo 6. Miške, prijele ste hiperbarično komoro.
In bon za mesarja. Ja. Miške, pazite, Ja, bolj imate za prečudovite. mesarja, da vas ne bo mesar, šek, a veš, pol klobase. In bo ena rodna klobasa. Mogoče pa bo kaj sira tam. Ja, že imate, krasno. Drugač pa, če vas zanima sir, je pa pri godbi ena originalna kravca Bobn igra. Tam bi se dal dobiti sir. Vaniljo s prstov liže sir, v cukru jo povalal bi. Zdaj pa že iščemo enega in edinega Harry Potterja, peta že nagrada za trud. Kje si, Harry Potter? Tako, zdaj pa, če bi imeli vi recimo 4-5 sekund časa, pa bi pogledali Evo na ga. Uršljo goro, bi videli, da sem imel Harry prav, ker sem Potter, rekel, lahko pomagaš. da bo 3/4, a to je pa Harry Ja, Potter je že prišel, poglej ga. Ti bo hiter, a? Ja, Veš, boš kaj kaj je? začaral. Veš kaj, zdaj Harry Potter je teh knjig so kar precej prodali, a veš, in jaz mislim, da ima on privatni jet, ono letalo, veš, zato je tako hiter. Tako hitro prišel, zato ne? je tako hiter, ja. Ja. In če pogledate na Uršljo goro, ob 3/4 sem vam povedal, da bo toča. Poglejte, cela Uršlja gora je bela. Kar pogledajte gor. In gor je bila toča, ne tole, ker smo zrihtali. Zaradi tega, ker zapusta je malo drugač. In Harry Potter dobi Harry Potter dobi šamrole, kebab, hodoke, burgerje, čokolade in še marsikaj drugega, ki te Neverjetno. čaka tukaj. neverjetno. To je po mojemu Harry Potter začaral, da je šla toča na Uršli in ne uprevala. To je bilo to. Kamerman se smiji, kar pomeni, da En ta aplavz za resnica ljubkega Harry Potterja. tudi drži. Ja, zdaj pa res peta nagrada, prej je bila pomota. Nagrada za trud. Mali kurent, ki so ga izdelali kar doma. Da ga vidimo, kje si. Mali kurent! Evo, domači mali kurent. Prejme frizerja, burgerje, palačinke, čokolade in še marsikaj drugega. Mali kurent dobi nagrado tudi... Super. Ja. To je bila nagrada za malega kurenta. Ne smemo pa pozabiti, da vsi damo še eno veliko priznanje, ali zavriskamo, ali zaploskamo, ali skočimo v zrak, ali skočimo ob tla. Ker če skočiš v zrak, itak skočiš tudi ob tla. Tako. Za naše kurente, ki so vsako leto z nami. Hvala, kurenti. Така лепа по-нага ми шприцер je dala ulala. Ker brez kurenta pač ni pusta, zato ker pusti je konec zime in takrat kurenti svoje narijo. Da je ne boš odnesel, ker to je ribica, veš. Pa me spet napila je. Ajmo, Janezi! Begreva, ajde na traktorju, odnajde, nobena ju ne najde, ko peljem te utrajde. Da se zikladni, užnem te potazani, ko s tebe trgam cunje, Gucci, Louis Vuitton. Evo, zdaj pa še čez ode naši kurenti. Odnajde, nobena ju ne najde, ko peljem te utrajde. Da se Pa še dva v zadnji. zikladni, ko s tebe trgam cunje, Gucci, Louis Vuitton. Mi zmanjkuje tekočina in počasi ni več vina, ajajaj. In moja ustna botlina kot zima je suha, ajajaj. Še zadnji deci, pa z mano kurenti. sreci me dajte spet. Če poštudiraš, kak so te kurenti opasni, pa ni čudno, da zima zbeži, Sigurno. ker se tudi zima ustraši. Aplavz za kurente! Najbolj glasni kurenti. Opa. To je pa res nekaj. Bravo. Kakšna čast. Zdaj, če še kdo misli, da je potreben, lahko še pride na oder, da dobi Nisi eno me rešil. z sablo. Kaj me prej nisi rešil?
Imaš tako veliko sablo. Nisem hotel te rešiti takoj, ker če bi bila kriza, bi te že rešil. Ampak sem hotel videti, kaj bo v resnici se zgodilo. Ampak, se ni zgodilo. kakor kaže, tudi kurent ni tak strašen, kakor zgleda, ker se je pa tebe ustrašil. Se pravi, da tudi ti Najbolj mogoče prijazne, nisi Mavrič, tako prijazna, ribice. kakor zgledaš. Podarjam luske in sem zelo prijazna. Vrtec, Korjaček, Hlaček, Prevalje. Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje. Vsi ostali prijatelji pusta in pustne maškarade. Kot so Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje, Pihalni orkester, godba, pleh muzika Prevalje, Selfie kufer. Prevalje. Vsi, ki smo v pustnem odboru v načelu z našim bivšim in bodočim županom. Ki ga danes ni. Ja, danes ni on v igri. No pa dobro. Jaz upam, da je med nami dobro maskiran, kajti njegova maska je bila sicer tudi v trgovinah, ampak so jo pol ob koncu morali znižati in umakniti z polic. Ja, ker je bila oporečna. Oporečna. Imela je brke. Ja. Ja, on jih pa nima. Ne. In vsi, in učitelji in učiteljice osnovne šole, in vzgojiteljice in vzgojitelji, aj kako vzgojitelj? Ne, samo hišnik. No, to je Ja, isto. ja. Ja, In hišnik je hišnica. isto. Ja. Hišnik, brez hišnika ni vrtca, kaj ti če v vrtcu kaj poči ali po domače Hišnik rečeno na pomoč crkne priskoči. in da ne mrkne celo delo, hišnik zrihta, da kar poči. In najna malenkost na odru danes se bova napovedala drugače. Z vami je bila Mavrična ribica. in Gusar. strašni dobri gusar. In vsi, ki ste prišli, hvala lepa, muzika laufa, 1000 krapov je še na razpolago. 1000. 900 smo jih že pojedli, še 1000 jih imamo. Tako, in do naslednjega leta. In bombončkov še imamo na razpolago, imamo še tudi nekaj dobre volje in veselja. Zato pa rečemo, naj pust traja vsaj do pusta 2026. Vso leto. Celo leto, vsak dan od ponedeljka do petka imamo pusta in to bomo dosegli v sredo, ko bomo šli do našega novega starega župana brez brk. Nasvidenje, hvala lepa! Nasvidenje. Se naprej brez njega smejemo, saj ko mine leto dni, pust se zopet z nami veseli. Tralala, je vesela maškara, tralala, je vesela maškara, tralala, je vesela maškara, tralala, je vesela maškara, tralala, hej, je vesela maškara, tralala.